Lepo pozdravljeni. O Bojanu in Branki sem prvič brala v reviji Jana. Njuna zgodba me je močno pretresla. Pred leti sta bila zelo premožna, imela sta vse, sanjsko hišo in avto. Oblečena sta bila po zadnji modi, bila sta lastnika uspešnega podjetja. Bila sta tudi starša 15-letnemu Dominiku in 4-letni Eni. Izgubila sta praktično vse, oba otroka, podjetje, vse premoženje in večino prijateljev. Od nepredstavljive bolečine do zavedanja neizmerne lepote, ki nas obdaja, in hvaležnosti za vsak trenutek je preteklo kar nekaj časa. A danes resnično živita tukaj in zdaj. Neizmerno hvaležni smo za današnje srečanje z Bojanom in z Branko, ki smo ga dogovorili zaradi pogovora o knjigi Za vse nas, v kateri Bojan pripoveduje o svojih težkih življenjskih izkušnjah in soočanju z nepredstavljivo bolečino ob izgubi obeh otrok, ter z nami deli globoko izkušnjo svoje notranje preobrazbe in nam kaže pot, kako se znajti tudi v tistih najbolj nemogočih okoliščinah. Dobrodošla in hvala lepa, da ste si vzeli čas za tale pogovor. Z veseljem. Moje prvo vprašanje, v bistvu, ki je malo bolj splošno in se ne navezuje direktno na knjigo, ampak je pa vezano na vaju oba, je to, kako sta lahko sploh po vsem tem, kar sta doživela, sploh zbrala pogum, voljo, ljubezen in znova zaživela. Zdaj, jaz bi pač izpostavila, kaj je bilo v prvem koraku. Bi rekla, da so bile to knjige, narava. Kaj to pomeni? Da je bilo vsega ogromno. Brez tega mislim, da takrat bi bilo kar težko. In pa zahvaliti se moram Bojanu, ker pač mi sta ob strani in ker sva pač korakala družno v tej smeri naprej. Zdaj, če pa nekako strnem te zadeve in malo nazaj pogledam, bi pa rekla, da je nekako spoštovanje in pa hvaležnost do življenja. Se mi zdi, da je to bistvenega in ključnega pomena, da pač se zavedamo te osnovne misli, da nam je sploh dano živeti. Ko nekako človek, ko se mu nekako v življenju pač en preobrat doživi, padeš v ene posebne dimenzije in dobiš ene posebne občutke in takrat veš, kako dejansko sploh vse še vedno živi, da dejansko stvar ni mrtva. In nekako to mi je dalo potem moč in pa pač ponovni zagon v življenje. Tako da zdaj sem tukaj in nekako korakam naprej. Hvala lepa, pogumna, strastna ženska, navdih marsikomu. Hvala lepa. Bojan, je tvoja absolutno podobna izkušnja? Podobna. Jaz bi kaj bi podaril. Mi nismo naša zgodba, mi smo mnogo več. To, da nas lahko spreleti od tega mnogo več. In življenje je nekaj povsem drugega, kar si zamišljamo o svoji filozofiji, dokler se nam popolnoma ne ustavi. To je ključno. Ja, to je ključno. Iščemo stvari tam, ki jih ni, nezadovoljni smo zaradi stvari, ki niso pomembne, na radost pozabimo, skratka, smešamo vse posebej. In že Martin Kovec je omenil v svoji knjigi, da le trpljenje je rojeva življenje in v mojem primeru je to res žal, res surov način, ampak priješ do spoznanj, ki drugače ne bi. In verjamem, da je to namen, da sem tokrat v tem življenju tukaj, da to znam zdaj v to knjigo utelesiti in med ljudi razširiti. Jaz močno verjamem, da je to res. In moje prepričanje je ratela moja resnica in tako velja za vsakogar. V bistvu vajna resnica je tudi to, da ste se odločila prevzeti odgovornost v bistvu na nek način za svoje življenje, ki ga ste pač dolžna živeti naprej, kajti ostajate tukaj skupaj sta, podporo drug drugemu. Marsikdo bi si ob taki izkušnji verjetno kar mogoče v bistvu bi imel vse dejavnike, da se počuti žrtev okoliščin in bi verjetno zelo težko v bistvu presegel to stanje, tako da se mi zdi res navdihujoče z vajne strani, da pač niste v tej vlogi, ampak zavestno, pogumno in v bistvu radostno živite naprej. Jaz bi mogoče edino to še dodala, da
v določenih obdobjih moramo biti sočutni in iskreni do sebe. Moramo se dovoliti, da znamo jokati, da se znamo smejati in moramo si dovoliti, da smo to, kar smo. In to nas bo naprej nekako popeljalo do tistega, kar se želimo. In v bistvu osvoboditev, to je to na nek način osvoboditev vsega tega, kar nas teži. Najlepša hvala. Najlepša hvala, mi pa z Bojanom pa nadaljujemo drugič pogovor o sami knjigi. Hvala enako. Hvala lepa tudi vam za pozornost.